En lep dober večer vsem skupaj in dobrodošli na današnji predstavitvi Kalivitine akademije. Jaz verjamem, da ste tukaj zato, ker želite v Kaliviti, pa ne samo v Kaliviti, ampak tudi nasploh v svojem življenju nekaj več. Ne le pomagati ljudem do boljšega zdravja, ampak tudi ustvariti nek stabilen pa uspešen posel. No, zato vam danes predstavljamo posebno akademijo, No Limit prodajno akademijo, ki jo marca začenjamo skupaj z našim prodajnim coachom Simonom Štrikarjem, ki se bo danes tudi vam malo bolj predstavil. Simon je drugačen mentor za prodajo in rast, je varovanec priznane No Limit šole Granta Cardoneja. Upam, da ga že poznate. No, Grant Cardone je res zelo uspešen ameriški podjetnik, je investitor, je tudi prodajni trener. Bi lahko rekla, da kar v svetu med top 5, in avtor številnih knjig o prodaji, financah in pa tudi osebni rasti. In najbolj je znan po svoji 10X filozofiji, ki v bistvu spodbuja, da svoje cilje pa delovanje pomnožimo. Tukaj je tudi ena taka korelacija z Kalivito, kjer se vse multiplicira. Skratka, če mi naše delovanje 10-kratno pomnožimo, potem lahko tudi dosežemo izjemne rezultate. Verjamem, da nam bo Simon kaj več povedal o tem. Lahko pa samo za začetek omenim, da je Simonova misija, da vam pomaga, da pridobite samozavest, da obvladate učinkovite prodajne tehnike in da zgradite močno mrežo, ki vam bo seveda tudi, če boste želeli, prinesla finančno svobodo. Seveda je vse odvisno od vas oziroma od nas samih. Lahko pa rečem, da smo se s Simonom povezali zato, ker ne želimo samo še enega prodajnega treninga pa nekega formalnega izobraževanja, ampak želimo konkretne treninge, ki nam bodo dali tudi konkretne rezultate. Seveda pa moramo znati prevzeti tudi sami odgovornost pa iti v akcijo. Tako da danes boste izvedeli, kako vam lahko v No Limit akademiji pomagamo do večje prodaje, do boljšega pristopa k strankam in pa k rasti vašega posla. In jaz upam, da ste pripravljeni, ker bom zdaj predala besedo Simonu. Simon, izvoli, the stage is yours. Super, hvala lepa, Maja, za te uvodne besede. Lepo pozdravljeni še enkrat, moje ime je Simon Štrikar in za vas sem danes pripravil predstavitev obvladovanja poslovnega uspeha, kar se malce razlikuje od obvladovanja prodaje, kar je Maja napovedala, pa vam bom vse razložil v nadaljevanju. Preden se dotaknem same predstavitve, bi vam najprej rad predstavil rezultate, ki jih dosegajo moje stranke. In sicer najpomembnejši je ta, da v bistvu stranke, ki se lotijo programa, ki grejo skozi, ki sledijo navodilom, dosežejo do 30% povečanje prodaje v manj kot 90 dneh in to ne glede na gospodarske razmere. Poleg tega dobijo do 80% več strank s pomočjo obvladovanja tehnik ponovnega kontaktiranja, v angleščini temu izrazu rečemo follow-up, in pa tehnikam zaključevanja prodaje. To pa je tisti del, ki nas vse v bistvu najbolj zanima, kako zaključiti prodajo, kako speljati do konca in kako dobiti posel. Zdaj, mogoče en intermezzo, jaz bom danes govoril o prodaji. To zdaj ne pomeni, da bomo vsi šli na trg in prodajali, ampak pomeni samo to, da v bistvu bomo lahko vse to znanje, katerega bom danes omenil, potem tekom treninga uporabili za pomoč pri prodaji naših kalivitinih izdelkov in pa za tiste, ki se boste odločili za gradnjo mreže. Se pravi, ne gre za to, da bomo zdaj prodajali, ker prodaja ima tak negativni zvok med posamezniki, ampak gre za to, da bomo usvojili te veščine, katere uporabljajo najuspešnejši prodajalci in jih lahko uspešno uporabili za gradnjo našega posla znotraj Kalivite. Tako da še vedno ostajamo znotraj Kalivite, še vedno pomagamo ljudem, s to razliko, da jim bomo lahko bolje pomagali, jim pomagali sprejeti pravilno odločitev za njih in na koncu se bo to tudi nam poznalo. V bistvu rezultat, ki ga moje stranke dobijo, je tudi zanesljiv prodajni proces. Gre za proces, ki je preizkušen na ameriških tleh, na svetovnih tleh, zaradi tega, ker ga uporabljajo vsi prodajni svetovalci po svetu in pa
odpravlja vse pomanjkljivosti povprečnih prodajnih svetovalcev, zaradi tega, ker je res strukturiran od začetka do konca. Rezultat so potem visoko usposobljeni prodajni svetovalci, ki samozavestno in pa dosledno speljejo posel do konca. Predvsem je poudarek na samozavesti. Zakaj se mi zdi pomemben? Zaradi tega, ker samozavest ali pa ti strah, kako bo, kaj bo, kako se bo stvar izpeljala, je samo posledica tega, da nimamo veščin, da nimamo nekih orodij, na katere bi se lahko tekom našega procesa zanesli. In pa podjetjem, ki imajo prodajne ekipe, pomagam tudi zgraditi to prodajno ekipo, da postane visoko kakovostna, visoko učinkovita. Zakaj? Ker v številnih teh velikih podjetjih je problem v tem, da vsak prodajni svetovalec dela malo po svoje, tako kot je bil naučen. Ali pa sploh ni bil naučen, pa je bil vržen v središče. In s to sistematizacijo, poenotenjem postopka, ki ga boste tudi vi imeli priložnost poznati, dosežemo ravno to, da vsi delajo po istem procesu in potem posledično tudi dobijo rezultate. In pa predvsem, kar je najpomembnejše, mi gradimo na kulturi podjetja in na kulturi celotnega podjetja in predvsem uspeh tega podjetja, se pravi, je odvisen od rasti prihodkov. Namreč v standardnih podjetjih je samo prodaja tista, ki skrbi za rast prihodkov. Mi pa želimo, da vsak oddelek se zaveda, kako vsak zaposleni zasluži svoj denar. Se pravi, gospa v računovodstvu zasluži svoj denar s tem, ko pravilno opravi svoje delo, in ko je na telefonu, še dodatno lahko uporabi svoje prodajne veščine. Mi se ne osredotočamo na zniževanje stroškov, kar je praksa v večini slovenskih podjetij, ampak na povečevanje prodaje. Zakaj se ne fokusiramo na zmanjševanje stroškov? Zaradi tega, ker stroški podjetja so kot en balon. In ta balon lahko znižamo samo do neke določene mere. In potem ga več ne moremo, ker nam zmanjka. Se pravi, kaj lahko naredimo, je to, da v bistvu povečamo prihodke, se osredotočimo na prihodke, na prodajo in potem tudi tisti stroški, ki so nas prej težili, niso več ovira. Kajti najlažje je stroške znižati skozi plače in vse ostalo, ampak potem se to tudi enkrat neha, zaradi tega, ker ne moreš v nedogled stroškov nižati. Zato mi uberemo drug pristop višanja prihodkov in pa prodaje. In pa rezultat je tudi kakovostnejše stranke in pa večja lojalnost strank, se pravi, stranke se vračajo zaradi tega, ker nimajo občutka, da jim je bilo nekaj samo prodano, ampak dejansko skozi proces dobijo svojo rešitev in ta rešitev tudi pomaga potem pri odpravljanju njihovega problema. Zdaj mogoče par besed, zakaj jaz. Sem certificiran 10X poslovni coach in se profesionalno ukvarjam s prodajo, kar pomeni, da je prodaja v bistvu moj, če lahko slovensko rečem, vir kruha in preživetja. Imam neposreden dostop do najboljših treningov prodaje in pa do platforme za trening prodaje. Združujem vrhunsko prodajno usposobljanje z leti lastnih izkušenj. Se pravi, ne gre samo za to, da jaz prinašam zdaj v ta naš svet neko novo področje prodaje, ampak tudi izkušnje, ki sem jih v preteklih letih nabiral v poslovnem svetu, kajti tudi jaz sem bil zaposlen v temu rečemo corporate svetu in vse to je v bistvu to, kar dela mojo vrednost danes. In pa predvsem, kar se mi zdi najpomembnejše, je to, da nudim rezultatno usmerjen coaching. Kaj to pomeni? Pri nas je pomemben vaš rezultat. Ni pomemben moj coaching samo zaradi tega, da jaz tu sem in da predavam, ampak je pomembno to, da vi dosežete rezultate, da imate vi v tem rezultate, da ste predvsem vi samozavestni v komunikaciji in pa da točno veste, kako odgovoriti na
ugovore strank, kako strankam ponovno jih kontaktirati in tako naprej. In pa predvsem, kar je specifika moja, je ta, da celoten proces je strukturiran. Ni proces, tukaj je tečaj prodaje, malo začnemo tukaj, potem malo skočimo tja, ampak gre vse v sosledju, kot boste lahko videli. Se pravi, vse je strukturirano, tudi znotraj procesa in pa akademije točno veste, kje ste in pa kaj je naslednji korak, ki ga morate usvojiti za vaš poslovni uspeh. In pa, ja, ustanovil sem No Limit Profits akademijo z namenom, da lahko omogočim prodajnim svetovalcem, prodajalcem, podjetnikom in pa podjetjem doseči večje prodajne rezultate in pa seveda prihodke. Zdaj, mogoče bi par besed samo povedal tu, ni bilo vedno tako. Nisem bil vedno navdušen nad prodajo. In ko sem razmišljal, ko sem se pripravljal na to predstavitev danes, sem se spomnil na nekega dogodka in sem rekel, da ga prav želim deliti z vami. Namreč bil sem v, recimo temu, poznih 20 letih, se peljem v avtu in zraven mene moja današnja žena. Bila sva nekje v Ljubljani mimo restauracije Kubo, tako da si približno predstavljate. In kot mlad fant v poznih 20-ih sem rekel ženi, ker sem ravno šel iz nekega uspešnega sestanka, sem rekel, tako sem se obrnil k njej in sem ji rekel, veš, Tina, jaz lahko uspem v čisto vsem na tem svetu, samo v prodaji ne. Sem rekel, to je pa edina stvar, ki se je ne bom nikoli lotil. In evo, to je v bistvu tisti slovenski pregovor, ki pravi, zarečenega kruha se največ poje. Ampak, ko razmišljam zdaj nazaj, zakaj je bilo temu tako, je bilo ravno zaradi tega, ker mi nihče nikoli ni predstavil prodaje na pravi način. Nihče mi ni povedal, kaj to prodaja sploh je. Jaz sem si predstavljal tam moje sodelavce, ki hodijo malo od enega do drugega sestanka, prepričujejo stranke, da morajo kupiti rešitve, za katere sem jaz vedel, da ne delajo zaradi tega, ker smo jih mi v ozadju razvijali. In to je bilo v bistvu tako nepristno. No, pa potem, ko sva v bistvu z ženo skozi rasla, pa se izobraževala in tako naprej, sva v življenju dosegala vse možne cilje, katere sva si zastavila, in naenkrat sva prišla do točke, ko sva ugotovila, da v tem poslovnem svetu ne moreva doseči več nič novega. In vedno sva naletela na neke omejitve ljudi, ki so bili nad nama, tako finančne omejitve kot omejitve napredovanja. In ves najin zaslužen denar sva investirala v izobraževanje in tako je postopoma zorela ta ideja, da v bistvu, če želiva živeti življenje brez omejitev, potem je edini način ta, da sva v prodaji. Kajti takrat lahko edino midva vplivava na to, kaj bova v življenju dosegla. Samo od nas, od naju, od nas, od vas je odvisno, koliko lahko v življenju imamo, kaj si lahko privoščimo, in vse to je odvisno v bistvu od tega, koliko prodamo. Ne me narobe razumeti, ni vse v denarju. Ampak po drugi strani je pa denar tisti, ki nam omogoča, da si lahko v življenju privoščimo stvari, ki nas izpopolnjujejo, ki nas pripeljejo na neko drugačno raven, ki je drugače ne bi mogli izkoristiti. Tako da samo toliko, par besed, nisem se rodil kot prodajalec, mislil sem, da nikoli tega ne bom počel. Če me danes vprašate, kaj je moja idealna služba, biti najboljši prodajalec. Zakaj? Zaradi tega, ker je to v bistvu edina veščina, ki mi omogoča, da lahko živim svobodno življenje, da lahko živim stvari, o katerih sem sanjal v otroštvu in o katerih si upam danes sanjati. Tako da to veščino želim potem tudi prinesti na vas, da boste lahko bolj samozavestno nastopali pri strankah, pri kupcih kalivitinih produktov, ki vam rečejo ne, ali pa ki vam rečejo, ja, saj na internetu pa najdem cenejše in tako naprej in tako naprej. Tako da to bomo še vse obdelali. Ampak
Zakaj sem spremenil, moj prvotni naslov predstavitve je bila trening prodaje. In spremenil sem ga v trening poslovnega uspeha. Zakaj? Zaradi tega, ker prodajne veščine je samo en delček poslovnega uspeha. Da mi lahko uspemo kot prodajni svetovalci, prodajalci, kot svetovalci Kalivitinih produktov, da uspemo prepričati stranke, da so Kalivitini izdelki najboljši, se upravičujem, potrebujemo še spremeniti miselnost. In miselnost, ki meni zelo pomaga in ki bo gotovo pomagala tudi vam, je v bistvu pravilo 10x v angleščini, oziroma v slovenščini bi to rekli pravilo krat 10. Več o tem pravilu vam bom velikokrat povedal skozi seminar, ampak v osnovi je ideja ta, da v bistvu mi, ko si postavimo nek cilj, si ga postavimo na ravni, za katero mi mislimo danes, da lahko dosežemo. Naprimer, če vam dam en primer. Moj cilj je danes, glede na moje okolje, v katerem živim, da si bom lahko privoščil čez eno leto Volkswagen Šarana. Primer. Zakaj sem si tak cilj postavil? Zaradi tega, ker danes v okolju, ki živim, se pravi moji trenutni prihodki, vse, kar so me starši naučili, prijatelji, sorodniki in tako naprej, so me pripravili do tega, da jaz verjamem, da je v bistvu to moj cilj, ki ga lahko dosežem. Ampak dejansko je resnica popolnoma drugačna. Mi v življenju lahko dosežemo praktično karkoli. Karkoli si lahko zamislimo, lahko dosežemo. Pa to ni floskula, težko je razumeti na začetku, tudi meni je bilo, ampak to je dejstvo. Namreč vsi, ko smo prišli na ta svet, tudi jaz osebno, smo bili dojenčki. Čisto vsi. In čisto vsi enaki. Brez obleke, brez takrat še las, zopin, ampak to je del narave. Ampak prišli smo brez znanja, kot nepopisan list. In potem okolje, v katerem smo odraščali, v katerem smo živeli, nas je oblikovalo, da smo prišli do zrelih osebnosti, katere smo danes. Ampak vse skupaj smo pa v bistvu tudi povlekli vzorce tega okolja, v katerem smo živeli. Zato je v bistvu naša realnost danes je samo odraz okolja, v katerem živimo. In 10x pravilo nam bo pomagalo, da lahko to presežemo in da lahko praktično dosežemo popolnoma katerekoli cilje, ki jih v življenju želimo. Mimogrede, zato je tudi moj slogan No Limit. No Limit Profits je za poslovni uspeh, sicer pa, če me sledite kje drugje, je v bistvu Be No Limit, je pa naš družinski slogan, se pravi, bodi neomejen. Živi življenje na polno, brez omejitev, kajti omejitve si postavljamo ljudje sami. Če bi mene vprašali, če lahko zgradim raketo na vesoljsko postajo, bi rekel nemogoče. Ampak Elon Musk v Ameriki dokazuje, da je to mogoče in da je to lahko naredil v 10 letih, ker se prej nikomor to ni zdelo mogoče in je v bistvu kot fizična oseba lahko vse to naredil in še marsikaj. Ja, je nadarjen človek, ima druge sposobnosti, ampak še vedno ni nemogočih stvari na tem svetu. Ok, pravilo 10x pomeni samo to, da če imamo nek cilj, naprimer v Kaliviti s prodajo Kalivitinih izdelkov želim na leto zaslužiti, rečemo temu, da bomo lažje računali, dodatnih 5000 evrov. 10x pravilo pravi sledeče. Ta naš cilj, 5000 evrov na leto, moramo pomnožiti z 10. Kar pomeni, da moramo začeti razmišljati o tem, da bomo konec leta zaslužili 50 000 evrov. Zdaj, na začetku se zdi to vsakemu nemogoče, ampak dejstvo je to, če mi razmišljamo o tem, da bomo dosegli 5000 evrov konec leta, jih bomo mogoče dosegli 3. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo naše akcije usmerjene samo na to, da bi jih dosegli 5. Zdaj pa si postavimo cilj, da dosežemo 50 000 evrov na leto.
takoj bomo ugotovili, da naše trenutne akcije, ki bi jih počeli prej, da bi dosegli 5000, da so premajhne. Zakaj? Zaradi tega, ker bi z njimi dosegli samo 5000. Zato moramo začeti razmišljati drugače, izven naših obstoječih okvirov. In potem bomo ugotovili, da moramo narediti drugačne akcije, da moramo spremeniti naš pristop, kako kontaktiramo stranke, da moramo postati bolj vidni, da moramo poklicati več strank. Kar naenkrat bomo dobili druge ideje, o katerih prej sploh nismo razmišljali. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil naš cilj 5000. In bistvo tega je, bomo dosegli na koncu 50 000? Zelo verjetno ne, ampak zelo gotovo pa bomo dosegli več kot 5000. Zakaj? Ker bodo naše akcije usmerjene v 50 000 evrov letnega prihodka. Tako da to je pravilo, o katerem se bomo še pogovarjali, predvsem v prvem tednu, ki je zelo usmerjen v razmišljanje. Potem dal vam bom strukturiran načrt. Šli bomo od začetka do konca lepo po vrsti. Vem, da bi vsi najraje prišli do tiste točke, ko bomo govorili, kako obvladovati ugovore strank, kako zaključiti prodajo. Ampak žal ne gre tako, ker tudi kolesa se nismo naučili tako, da smo se usedli gor in smo se že peljali, ampak smo šli lepo po vrsti. Najprej ravnotežje, potem smo kolo prijeli, potem smo danes so pogavnjavčki aktualni, uničili en kup enih čevljev, zato da smo prišli do tega, da smo se naučili voziti kolo. Tako da šli bomo lepo po vrsti, po preverjenem načrtu in pa korak za korakom. Potem pomagal vam bom z vrhunskim treningom prodaje in poslovne uspešnosti. Kot bomo potem videli malo pozneje, ni samo prodaja, ampak je potrebno še ene par korakov narediti, zato da pridemo do uspeha. In pa moje priporočilo, ne se ustrašiti, tukaj piše dnevni trening prodaje obvezen. S prodajo je tako kot z pridobitvijo mišične mase ali pa z, bom rekel, željo po izgubi določene telesne teže. Ni dovolj, da gremo samo enkrat čez ta moj seminar. Ni dovolj, da ga samo enkrat slišite, ampak prodaja je veščina. Poslovni uspeh je veščina. Razlika med nami in pa med zelo uspešnimi ljudmi je v tem, da zelo uspešni ljudje imajo veščine, ki jih mi nimamo. To je to. Vsi smo se rodili dojenčki. Ampak nekateri so imeli to srečo, da so prišli tekom življenjske poti do teh veščin, nekateri drugi pač nismo imeli te možnosti, da bi se tega naučili. Zakaj? Zaradi tega, ker v šoli na žalost ne učijo kako se poslovno uspe in pa kako se prodaja. Tako da, če se vrnem nazaj na temo, trening prodaje je potrebno izvajati vsak dan. Kaj to pomeni, da boste sedaj vsak dan morali slediti mojim tečajem? Ne, ampak če boste vsak dan namenili 10 do 20 minut za to, da boste šli čez posnetke, da boste šli čez literaturo, katero vam bom potem pozneje naložil v akademijo, boste ob koncu prodajnega treninga veliko bolj usposobljeni in pa učinkoviti pri vaših veščinah. In isto je za pridobitev fizične mase v fitnessu. Fizično maso ne pridobimo, če gremo v fitness če kupimo mesečno karto in gremo v fitness samo enkrat za 4 ure. Ne bo šlo, izgoreli bomo. Tiste 4 ure bomo tam trpeli in trpeli bomo rekli, zakaj sem kupil mesečno karto. Po drugi strani pa, če bomo šli v fitness vsak dan za 10 minut ali pa vsak drug dan za 20 minut, bomo čez 1 leto uspeli dobili tisto fizično maso, izgubili bomo telesno težo, katero smo želeli izgubiti in pa dosegli bomo rezultate. Tako da, tako kot z vsako veščino, tudi s prodajo, če želimo obvladovati, moramo vaditi, ni druge. Mogoče samo za zanimivost, med drugim sem v moji karieri tudi uspešno igral saksofon in bil tudi 2-krat na državnem tekmovanju drugi in recept za to, da sem prišel tja, nisem se rodil
glasbenik, daleč od tega, ne. V bistvu, če vam po pravici povem, tudi nimam posluha, ampak z mojim treningom, z mojo pridnostjo sem dosegel to, da sem se lahko naučil tiste note na pamet, da sem znal potem to točno na pamet zaigrati in tako postal drugi najboljši v Sloveniji v mojih najstniških letih. Tako da trening je edino vodilo, da postanemo uspešni. In tako je isto v poslovnem uspehu in pa isto je v prodaji. In pa ena zelo pomembna zadeva pri obvladovanju veščin prodaje je igra vlog. Namreč, kaj počne večina povprečnih prodajalcev? Počne to, da v bistvu gre do stranke in potem tam malo menca, malo predstavi svojo predstavitev, malo potipa je stranka mogoče bi bila zainteresirana za nakup in stranka reče, ne, nimam časa in povprečni prodajalci se obrnejo in rečejo hvala lepa in grejo nazaj. In da se temu prepreči, da bi, jaz temu pravim, da bi vadili na strankah, ker ti prodajalci se v bistvu učijo na strankah. Pridejo do stranke, preizkusijo tehniko, ne uspe, grejo domov, grejo drugič do druge stranke, ne uspe, grejo nazaj. Mi pa pristopamo drugače, mi pa spet piše dnevno, ne se ustrašiti, na vas bo kolikokrat boste, ampak recept za uspeh je pač dnevno. Je pa igra vlog. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu vadiš tvoj prodajno skripto z nekom, ki ga poznaš. Se pravi, si v kontroliranem okolju, nimaš treme pred neznanimi ljudmi, zaradi tega, ker sogovornika poznaš, in pa skripto lahko tudi bereš v končni fazi, ker pri stranki ne moreš priti pred stranko z listom in pa prebirati pred njo. Lahko pa to vadiš vsak dan doma, vsak dan s prijateljem, s prijateljico in kjer si potem navajen svojega, bom rekel, svoje prodajne skripte, točno veš, kaj moraš reči. In po drugi strani ti ta prijatelj, prijateljica lahko da ugovore, ki bi jih ti slišal od stranke in ti imaš čas sedaj, ker je to igra vlog, da razmisliš, okej, tam smo se pa učili to, to moram odgovoriti, samo da pogledam, kako odgovorim, grem, in odgovorim. Se pravi, igre vlog, zelo pomembna zadeva. Jaz je prej še nisem srečal, dokler nisem spoznal mojega mentorja, ki me je v bistvu vpeljal v ta svet. In pa, kar bi vam rad povedal, je to, da to ni samo še en trening prodaje, to ni samo še en trening poslovnega uspeha, ampak gre za dokazano delujoč sistem prodaje, trening prodaje, katerega uporabljajo najuspešnejši prodajalci po svetu. Tako da, to je to, kar vam jaz zagotavljam in kako vam bom lahko pomagal. Preden nadaljujem z samim treningom, bi pa vam rad predstavil mojega mentorja. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi njegova zgodba je malce posebna. Tudi on se je rodil dojenček in se ni rodil že vrhunski prodajalec. Moj mentor je, kot je že Maja omenila, Grant Cardone. V otroštvu je zelo hitro izgubil očeta in ker je imel samo mamo in pa še 4 brate in sestre, je zapadel, recimo temu, na siva pota življenja. In potem je šel čez rehabilitacijo kot v zgodnjih 20 letih in se je odločil, da ima dovolj vsega, da mora nekaj v življenju spremeniti in imel je diplomo iz računovodstva, ampak ker je bila takrat 24% brezposelnost v Ameriki, mu ni preostalo drugega, kot da je se zaposlil kot prodajalec avtomobilov. Čeprav ni maral prodaje, tako kot jaz ne. Sovražil je službo, ampak je sledil nasvetu njegove matere, ki je rekla, naložba v znanje vedno prinese najboljše rezultate. Zato je takrat začel potem slediti najbolj uspešnim podjetnikom in pa prodajalcem v Ameriki tistega časa. In
Začel je implementirati stvari, ki se jih je naučil, in tako podvojil svoj dohodek z apliciranjem pridobljenega znanja. In tu je prišla še eno njegovo spoznanje, ki je rekel: dokazal je, da samo znanje, ki ga pridobimo, ni dovolj. Če želimo uspeti, moramo znanje aplicirati. In tukaj bi vam jaz rad še nekaj dodal. Jaz sem zelo rad vedno študiral. Ampak ne delajte tega, ker je po eni strani škoda časa. To, kar se naučite, takoj uporabite v praksi. Zakaj? Zaradi tega, ker najboljše učenje je učenje skozi napake. Pridemo do naših strank, preizkusimo tisto, kar smo se naučili, in takoj dobimo povratno informacijo, deluje ali ne deluje. In tako je tudi Grant začel je uporabljati to znanje in videl je, kaj dela in kaj ne, in zelo hitro je postal najboljši prodajalec v salonu. In potem je imel eno smolo, ker je pač ugotovil, da nekdo od njegovih sodelavcev, lastniku podjetja, krade denar. Ker je bil dobrega srca, je opozoril svojega nadrejenega o tem, in zameno, da bi dobil pohvalo, je v bistvu dobil odpoved. In takrat je sprejel odločitev, ki v bistvu ga je popeljala na pot, na kateri je danes, in to je, da nikoli ne bo več odvisen od drugih ljudi. Sam bo poskrbel za svoj uspeh in pa za življenje, ki je še pred njim. Tako da potem je ustanovil lastno podjetje za svetovanje in začel po Ameriki učiti ostale ljudi prodajo, to, kar je sam se naučil skozi prodajo avtomobilov, kar je v bistvu sam prebral in pa kar se je naučil skozi njegove mentorje. Tako je začel. Začel je v bistvu tako, kot mi vsi. Ni imel nobenega znanja o prodaji, sovražil je, tako kot jaz, verjetno tudi kdo izmed vas. Mu ni najbolj v tem trenutku še prijetna prodaja, ampak danes je v bistvu Grant eden izmed najbolj uspešnih trenerjev prodaje na svetu. Ima gotovo najmočnejšo ekipo prodajnih svetovalcev, ki vsak dan 20 minut zjutraj trenira preko njegove akademije prodajne, vsebino o prodaji, in pa potem po 20 minutah še dodatno 20 minut igrajo med sabo igre vlog. Zakaj to počnejo zjutraj? Zato, da so potem pripravljeni na sestanke, na klice, ki jih imajo s strankami, in pa da so seveda uspešni. Ker namreč tudi košarkaši, ko gredo na košarkaško tekmo, prej trenirajo, ne po tekmi. Zato tudi Cardonovi prodajni svetovalci opravljajo igre vlog prej. Je ustanovitelj gibanja 10X. V tem sem vam že prej omenil, mogoče kot zanimivo samo to, v bistvu 10X knjigo, 10X Rule je njegova knjiga, ki pomeni v slovenščini 10X pravilo, je Grant napisal zase. Zakaj? Zaradi tega, ker ima ženo Elena Cardone, ki je v bistvu po prvotnem poklicu bila igralka, in ona je njemu rekla: ok, Grant, zdaj si uspešen, ampak super si dosegel v življenju, ampak dajva zdaj pogledati, kaj pa tebi manjka, da bi postal super uspešen, da bi lahko imel vse v življenju, kar bi si želel. In potem je začel razmišljati in je rekel: ok, se pravi, to, da nisem super uspešen, pomeni samo to, da v bistvu danes razmišljam drugače, kot pa bi mogel, če bi želel. In potem je prišel do ideje, da mora v bistvu razmišljati na veliko, se pravi 10-krat več, 10-krat večje cilje si mora v življenju postaviti. In pa niso dovolj samo cilji, tudi akcije, katere danes izvaja, mora podeseteriti, se pravi, mora povečati akcije, mora 10-krat več dela, 10-krat večje korake narediti. Ali to pomeni zdaj, da v bistvu 10-krat več dela čez dan? Ne, pomeni samo, da dela bolj učinkovite akcije. Tako da od tu je nastalo to, se pravi, pravilo 10-krat.
Sicer pa je danes še milijardni investitor in pa poslovni vodja, predvsem se ukvarja z nepremičninami, ki so v Ameriki malo specifične, predvsem veliko lažje jih je kupovati in pa z njimi delati posel kot v Sloveniji, zaradi tega, ker tam nikoli ne odplačujejo glavnice, ampak samo obresti, tako da tam je v bistvu Amerika je zaradi tega meka za nepremičnine. Ustanovil je Cardone University, platforma, ki jo uporabljajo v bistvu vsi njegovi zaposleni, še danes trenirajo v njej in pa uspešni ostali prodajalci in pa podjetniki. Je tudi pisec, napisal je več uspešnih knjig, med njimi 10x pravilo 10-krat in pa prodajaj ali bodi prodan, če prevedem po slovensko. Zelo, zelo zanimiva knjiga za prebrati, je pa nažalost samo v angleščini. In pa je velik filantrop, pomeni, da veliko denarja nameni v dobrodelne namene, govorimo v milijonih dolarjih, in pa zadnje čase zelo aktiven v izobraževanju mladine in pa mladih ljudi, študentov in pa tudi najstnikov v to, da začnejo razmišljati na veliko, da niso omejeni z omejitvami okolja ampak da se naučijo prosperirati v življenju. In pa, je zadnje čase tudi globalni vplivnež na socialnih omrežjih. Zdaj tukaj bi rad poudaril samo eno zadevo. Ko sem jaz prvič videl Granta Cardona online, spet ena zanimiva zgodba, sem rekel Tini, moji ženi, sem rekel, kdo je ta showmaker? In sem ga dal na Facebooku na ignor. Ampak potem, ko sem rastel in ko sva tudi z ženo potovala po Ameriki, sem se vedno nazaj srečeval z njim. In ko sem potem dobil priložnost, da spoznam njegove programe, sem v bistvu ugotovil, da so te njegovi programi izredno vrhunski, ki omogočajo izredno dobre rezultate. Ampak zakaj vam to pravim? Zato, da če boste kje zasledili Granta Cardona na internetu, pa vam ne bo všeč, prosim vas, to ne pomeni, da so tudi njegovi programi takšni. Vse to, kar on počne na internetu, je z namenom. In to je z enim velikim namenom. Grant si želi, da bi ga poznalo 7 milijard ljudi na tem svetu. In če želi, da ga ljudje spoznajo, potem je ugotovil, da more, v angleščini temu rečemo, da more dobiti, v slovenščini prevedu, da more dobiti pozornost. In pozornost ti ne dobiš, če si bom rekel, navaden Simon, ki se skriva za Facebookom, pa za kamero in tako naprej. Pozornost dobiš tako, da si glasen, da včasih tudi kaj sprovociraš, da včasih potenciraš kakšno zadevo. Tako danes nažalost dobiš pozornost. In zato on počne to, pridobiva to pozornost, na vseh kanalih je prisoten, včasih tudi zelo je bil aktiven v teh predsedniških volitvah. Zakaj? Samo z enim namenom, da je dobil pozornost. Nič drugega. Zdaj je utihnil, ga ni več. Ok, ampak to je to. Poznate mene, poznate mojega mentorja, veste, kaj vam lahko zagotovim, katere rezultate. Zdaj pa bi rad pa še par besed spregovoril o investiciji v obvladovanje poslovnega uspeha. Skratka, da vam lahko omogočimo izobraževanje iz poslovnega uspeha, moramo tudi mi pokriti določene royaltije, če se lahko tako izrazim, Grantu Cardonu. In z Calivito Slovenija smo se dogovorili, da v bistvu celotno investicijo tega izobraževanja pokrije Calivita. Zdaj, ker pa si za vas, se pravi, celoten strošek pokrije Calivita Slovenija. Ker pa si želimo, da bi tisti, da bi pristopili k temu izobraževanju, tisti, ki ste odločeni za to, da boste
svojo raven poslovnega uspeha in prodajnih veščin in tako naprej dvignili na višjo raven, smo se odločili, da vam omogočimo, da se prijavite na izobraževanje za neko simbolično ceno, in to je 27 evrov na mesec. Zakaj smo se to odločili? Izključno zato, ker v življenju je tako, če smo iskreni, stvari, ki jih dobimo brezplačno, jemljemo brezplačno, jemljemo kot samoumevne, ne vložimo nekega truda. In 27 evrov je v bistvu manj kot eno kosilo, če gremo danes ven, in 27 evrov na mesec ni strošek, ki bi vam povzročal preglavice, je pa nek commitment, je neka zaveza, da tisti, ki se bo odločil za to, da bo nadgradil svoje znanje, da bo to tudi dosegel. In pa mogoče še to, v bistvu celotno to izobraževanje, ki ga financira Kalivita Slovenija, vi dobite za manj kot 1 evro na mesec. Tega zneska ne dobim jaz, to boste uredili s Kalivito Slovenije, predvsem zato, ker res želimo, da tisti, ki se odločite za to, da potem tudi resno delate, in pa to je en tak, bom rekel, znesek, za katerega verjamem, da vam ne bo predstavljal težav. Potem pa mi imamo 2 programa. En program je za tiste, ki si želijo naučiti prodajnih veščin poslovnega uspeha. Drugi program je pa namenjen tistemu, ki si želijo graditi mrežo znotraj Kalivite Slovenije. V čem se razlikujeta? Ta drugi program je v bistvu dopolnilo prvemu programu in se osredotoča na gradnjo skupin, na motivacijo članov skupin, na vodenje sestankov, na treniranje naših članov prodajne ekipe in tako naprej. In pa seveda, če se odločite za to, da boste gradili svojo mrežo, potem je v bistvu za vas še dodatnih 10 evrov na mesec, se pravi skupaj 37 evrov na mesec. Tako da, kaj je vključeno? Tedenski online treningi, se pravi vsak teden 1 uro, 24/7 dostop do No Limit Profits akademije. Znotraj akademije bodo vsi posnetki treningov, potem bo strukturiran načrt uspeha, točno boste vedeli, kakšna je pot, po kateri morate iti za to, da boste prišli. 2 strukturirana procesa, Stack to Thrive in pa Chaos to Scale, jih bom razložil malo pozneje. Znotraj akademije lahko potem me kadarkoli 24/7 vprašate, če vam kaj ni jasno, če se vam kje zatakne, če dobite nek ugovor stranke, pa ne veste, kako bi ga rešili, se lahko obrnete name, tako da imate mojo 24/7 pomoč, razen takrat, kadar spim. In pa zaprta skupina za člane Kalivite Slovenije, kar pomeni, da je celotna prodajna Kalivita osredotočena in usmerjena samo za člane Kalivite Slovenije. Vsa komunikacija poteka v slovenščini, tako da ni nobenih jezikovnih omejitev, in če mogoče koga skrbi. In pa dostop od koderkoli, se pravi preko računalnika, mobilnega telefona ali tablice. In pa kasneje, ko bomo prišli do tega, da bomo že obvladali večino prodajnega procesa, bomo tudi omogočali igre vlog, kar pomeni, da se boste lahko prijavili notri in rekli: Simon, lej, imel sem ta primer, bil sem s stranko, imela je ta in ta problem, predstavil sem ji te in te Kalivitine izdelke in je rekla: na trgu dobim cenejše. Kako bi ti sedaj odgovoril tej stranki? Ali pa sem kontaktirala novo stranko, pa je rekla že kar: nimam časa, se mi mudi, me ne zanima. In lahko bomo šli potem skozi to, lahko boste vi vadili z mano, da vam ne bo potrebno vaditi preko stranke. Se pravi, cilj današnjega klica je to, da vsak po klicu, moj cilj je, da se vsak odloči za to, kajti to je naložba v vaše znanje, v vaše veščine, ki vam bodo na koncu prinesle
no limit življenje, oziroma življenje brez omejitev, sva definirala z Majo. Ključne informacije, prodajni treningi se pričnejo 4. marca, to je v torek, in ob 8. uri za tiste, ki si želijo izboljšati prodajne veščine. Potem pa za tiste, ki si želijo izboljšati svojo mrežo, naučiti, kako se voditi člane mreže, kako se graditi mreže, bodo delavnice oziroma tečaji ob četrtkih ob 8. uri. Se pravi, začnemo v torek 4. marca ob 8. uri s tistimi, ki se želijo naučiti veščine poslovnega uspeha, in pa v četrtek 6. marca ob 8. uri s tistimi, ki si želijo izboljšati svojo mrežo. Ja, zelo pomembna informacija, ker sem že prej omenil, redno treniranje je pogoj za to, da postanemo uspešni. Samo spremljanje mojih seminarjev ne bo dovolj. Nažalost ne, ker to so samo informacije. Potem bo potrebno to večkrat poslušati in pa prenesti v prakso. Zakaj večkrat poslušati? Mogoče zelo pomembna zadeva. Zaradi tega, ker vsakič, ko slišimo isto zadevo, jo slišimo drugače. Ker vsakič smo druga osebnost, zaradi tega, ker nekaj novega že znamo. In potem s tem novim znanjem še enkrat slišimo isto sporočilo in ujamemo nekaj drugega, neko drugo informacijo, in tako postanemo še boljša oseba. Zato je zelo pomembno, da stvari, katere se nam zdi, da smo jih slišali, ni dovolj, da jih samo enkrat poslušamo, ampak znova in znova in znova in znova. In tudi jaz vsakodnevno poslušam iste zadeve, zaradi tega, ker jih vsakodnevno slišim drugače. Zakaj smo mi drugačni? Zaradi tega, ker prodajni seminarji, ko greste na seminar, enodnevni, dvodnevni, par urni, povzročijo v bistvu ta nenadno navdušenje. Smo navdušeni, pridemo domov, znamo, bomo to zdaj probali, in potem življenje se zgodi, nas zasuje z ostalimi obveznosti, pozabimo na to, da smo bili na seminarju, in učinek teh seminarjev je zelo kratkotrajen. Potem druga stvar, lahko bi brali knjige, ampak iskreno povedano, da bi vsak večer brali knjige z vidika prodaje poslovne uspešnosti, dolg čas. Raje kakšno romantiko ali pa kaj drugega preberemo. In zaradi tega smo v bistvu mi ustvarili virtualni prodajni fitness, kar pomeni, da imamo na voljo online, lahko se prijavimo takrat, ko imamo čas, in pa treniramo tistih 10-20 minut, ni potrebno več, zato da smo skozi notri. Kaj lahko pričakujete? Se pravi, celoletni tečaj prodaje, gre za celo leto, traja 1 uro na dan. Obravnavali bomo ta cikel poslovnega uspeha, ki je sestavljen iz 7 korakov. Prvi 3 treningi bodo pokrivali miselnost, 10x miselnost, kako moramo razmišljati za to, da bomo uspešni. Potem oblikovanje ponudbe, kako sploh pravilno predstaviti našo ponudbo stranki. Zakaj sem rekel našo ponudbo? Zaradi tega, ker mi bomo pozabili na to, da ponujamo oziroma pomagamo ljudem s Kalivitinimi izdelki. Mi bomo strankam pomagali preko naših ponudb. Planiranje ciljev prodaje je zelo pomembna stvar. Če ne planiramo, kaj mi želimo doseči znotraj Kalivite, kot bodisi prodajalci izdelkov, bodisi kot graditelji mreže, ne moremo tega meriti, ne vemo, ali smo na pravi poti, in se ne moremo izboljšati. Potem bomo preskočili 2 zadevi, marketing in pa potencialne stranke. Zakaj? Zaradi tega, ker želim, da čim prej osvojimo prodajni proces. Da gremo skozi cel prodajni proces, ki ima 9 korakov, in pa še enega spremljevalnega, se pravi 10, zato da čim prej pridemo do zaključevanja prodaje in pa ugovore strank.
Zdaj, vi vidite, jaz ne vidim, ampak ok, ne vidim zaradi zuma. Se pravi, potem za tiste, ki pa želijo graditi mrežo, imamo pa še 3 dodatne korake, se pravi, kako obdržati stranke, kako voditi ekipo in pa kako v bistvu povečati rast naše mreže in pa podjetja. In pa konec, ok, gospod Igor je nekaj narisal na moji prezentaciji. Konec vsakega treninga bomo imeli money work. Kaj pomeni money work? V bistvu je to izpeljanka iz homework, ki v angleščini pomeni domača naloga. Ampak mi ne želimo delati domače naloge za doma, mi želimo narediti delo, ki nam bo prineslo več prihodka. Zato se imenuje money work. In pa tedenski izziv, zato da ne bo to samo nek trening poslovnega uspeha, ampak da boste dejansko imeli tudi nek izziv, kaj pripraviti oziroma narediti do naslednjega klica. Struktura, samo za zanimivost, se pravi, traja 1 uro, tako kot sem omenil. Na začetku začnemo s proslavljanjem zmag. Zakaj? Zato, ker cilj vsega predavanja je, cilj vseh seminarjev je, da uspemo. In mi v našem okolju vedno proslavljamo vsake zmage in tako jih bomo proslavljali tudi mi, se pravi vsi udeleženci seminarja. Od tega, koliko smo dobili novih članov, do tega, koliko ljudem smo pomagali, do tega, koliko Kalivitinih izdelkov smo prodali. Potem 40 minut nekje vsebina, ki pride na vrsto tisti dan, in pa predtem še samo povzetek prejšnjega tedna. Zakaj? Zaradi tega, ker se v bistvu v sosledju nadaljuje vsebina. Vprašanja, odgovori so sestavni del naših treningov. Ni namen tega, da jaz vam povem teorijo, da vas jaz seznanim s prodajnimi tehnikami, s tehnikami poslovnega uspeha, ampak je predvsem namen, da vi to razumete, da vi to znate uporabiti v praksi in da lahko skozi to znanje potem prosperirate na trgu. Zato so vprašanja obvezni sestavni del vsakega treninga, kjer lahko vprašate, če vam kaj ni jasno, kako bi vi naredili in ostale zadeve. Dodatna pojasnila, ja, in pa na koncu zaključimo. Na hitro utrdimo, kaj smo tisti dan vzeli. Dogovorimo se o money worku in pa tedenski izziv. In pa seveda ena posebnost pri meni je, da na koncu vsakega tečaja sledi kratka anketa pri vprašanja. Nič posebnega, zato ker so te delavnice, te seminarji namenjeni vam, ne meni, in skozi vašo povratno informacijo jaz dobim v bistvu nazaj informacijo, ali ste dobili vse potrebne informacije, ki jih potrebujete za uspeh ali ne. In pa, tako kot sem že omenil, rezultati pridejo skozi izvajanje in pa ne le za učenje. Smo že na koncu, tako da upam, da se ni kdo ustrašil, ne bom cel večer tukaj, zaključujem v roku ure. Kaj pridobite? Se pravi, pridobite tedenski coaching, 1 uro na teden ob torkih, oziroma za tiste, ki se odločite za gradnjo mreže, še dodatno uro ob četrtkih. 24/7 dostop do prodajne akademije, kjer so vsi posnetki, lahko se pravi community, lahko se med sabo pogovarjate, si pomagate, lahko mene sprašujete, jaz bom gor prisoten, tako da imate mojo podporo vedno na voljo. Dobite seveda preverjen sistem za obvladovanje prodaje, povečanje prihodkov in pa rast posla. Strukturiran načrt za predvidljivo rast prodaje, to sta ta 2 krogca, po katerih bomo šli, in pa potem znotraj vsakega razdelka tega krogca so dodatni krogci, ker je vse strukturirano, tako da ima vse rep in glavo. Usmerjen trening in pa seveda zato, da resno, ne bom rekel resno pristopite, ker verjamem, da ste vsi tukaj, ki ste na tem klicu danes resni, zato ker ste se odzvali na ta klic, ampak zato, da imate neko obveznost do tega izobraževanja, do te investicije v vaše znanje,
smo v sodelovanju s Kalivito se odločili, da je za vas investicija 27 evrov na mesec, oziroma v primeru, da se odločite tudi za gradnjo mreže, 37 evrov. Začetek treninga, kot sem že omenil, 4. marec za pridobivanje veščin poslovnega uspeha in pa 6. marec za uspešno gradnjo mreže. In pa opomba, seveda, uspeh zahteva vsakodnevni trening. Ne pomeni, da boste morali vsak dan nameniti 1 uro, ampak 10-15 minut je pa tisto, kar se pričakuje, da boste vsak dan namenili za to, da boste ponovili znanje in pa predvsem svetujem vam, počnite te priprave, preden kontaktirate prvo stranko. Kajti v tem primeru boste veliko bolj uspešni, kot pa če boste to naredili zvečer, ko vam bo že energija padla in ko boste usedli na kavč, na stol, kamorkoli. Ja, jaz vas toplo, to je konec predstavitve z moje strani. Jaz vas toplo in iskreno vabim, da se mi pridružite. Vsi zainteresirani prijave pošljite na zelo znani elektronski naslov maja@kalivita.si in pa zadeva prijava na trening prodaje. Prijave so odprte do konca februarja in pa osvojite vrhunske prodajne veščine, osvojite znanje za poslovno uspešnost in pa predvsem živite brezmejno. Ne glede na to, ali se mi pridružite ali ne, jaz si želim, da bi se mi, želim vam, da bi v življenju živeli brez omejitev. Brez omejitev okolja, katere smo pridobili tekom naše rasti. Živite, če že morate živeti omejeno, živite v okviru omejitev, katere si sami postavljate. In še enkrat, ne postavljajte si omejitev, živite svobodno. Toliko z moje strani. Maja, predajam besedo. Mene pa zanima, kako izgleda tale virtualni fitness, ki si ga omenil, ne? Kaj to se prijaviš v aplikacijo in potem imaš kaj tam simulacije in moraš odgovoriti na to, ali kako ta zadeva poteka? Virtualni fitness je v bistvu sinonim za to, da lahko v bistvu treniramo online. Zakaj? Zaradi tega, ker v fitness gremo zato, da nabiramo mišice, da mogoče kakšno odvečno kilo se znebimo. Virtualni fitness je pa namenjen našim možganom, zato da se lahko izobražujemo. In ideja tega je, da v bistvu tako kot za fitness vzamemo mesečno karto, tako tudi tu s tem 27 evrov na mesec dobimo dostop do treningov, dobimo dostop do posnetkov, kateri bodo gor naloženi. Dobimo možnost do tega, da lahko vprašamo vse te točke, ki sem jih v bistvu naštel. Zdaj, na začetku bo v bistvu trening samo to, kar v bistvu mi gremo. Se pravi, če dalje več posnetkov bo, če dalje več bo možnosti treniranja gor. Zakaj? Zaradi tega, ker mi s Kalivito tudi prvič delamo to, da delamo vse v slovenščini. Ponavadi so vsi te naši treningi v angleščini, tudi Grantovi. Če bi kdo imel še posebno željo res postati strokovnjak s področja prodaje, potem sva z Majo govorila, da imamo tudi možnost teh treningov, imamo tudi možnost igre vlog z njegovimi profesionalnimi prodajalci, ampak to je žal, na žalost, samo v angleščini. Nimajo oni tega prilagojenega v slovenščini, tako da v bistvu jaz tu igram to vlogo, da vam bom vso to gradivo predal v slovenščini. Zakaj? Zaradi tega, ker z Majo ne želiva, da je jezikovna ovira razlog za to, da se kdo ne bi odločil za to. In jaz bi Majo mogoče samo toliko še dopolnil, ki je prej omenila prodajo. V bistvu mi vsi prodajamo vsak dan, pa se tega sploh ne zavedamo. Zakaj? Zaradi tega, ker prodaja je v bistvu samo izmenjava mnenj. In v bistvu mi danes prodajamo našim družinskim članom, ko se z njimi pogovarjamo, prodajamo jim naše mnenje. Mi prodajamo našim šefom, nadrejenim v podjetjih,
oziroma s komerkoli se pogovarjamo, mi vedno prodajamo. Samo zakaj ima mogoče beseda dve maja prodaja negativno konotacijo? Zaradi tega, ker včasih so bili prodajalci zelo agresivni in smo dobili odpor, ne, ta mi hoče nekaj vsiliti, ta hoče od mene denar vzeti, ta hoče to, ta hoče uno. Ne maram prodajalcev. Ampak prodaja, katero bomo mi šli čez, je v bistvu temelji na tem, da je naša dolžnost, da če vemo, da imamo vrhunske kalivitine izdelke, ne zaradi tega, ker sem jaz rekel, da so vrhunski, ampak zaradi tega, ker imamo številne stranke, kateri so kalivitini izdelki pomagali, da nimajo več zdravstvenih težav, ki so jih prej imeli, potem je naša moralna dolžnost, da naredimo vse, da osebo na drugi strani z enakim problemom, ki smo ga že rešili, ki so ga kalivitini izdelki že rešili, pomagamo. In kako ji pomagamo? S pomočjo prodajnih veščin, s pomočjo veščin, ki se jih bomo učili. Se pravi, ne gre za to, da mi želimo prodati kalivitine izdelke, ker če bi nam šlo samo za to, potem bi lahko kje drugje marsi drugače zaslužili. Gre se za to, da če mi vemo, da lahko pomagamo ljudem, da jim pomagamo. In to je v bistvu to sporočilo, ki ga je Maja tudi dala. In to je v bistvu prodaja. Čeprav se ji reče prodaja, gre v končni fazi za našo pomoč sočloveku skozi kalivitine izdelke. In ta človek na drugi strani se bo upiral, ker nam ne bo zaupal najprej, ker bo rekel, nimam časa, me ne zanima. Zakaj bo to počel? Zaradi tega, ker nima znanja potrebnega za to, da bi sprejel informirano odločitev o nakupu kalivitinih izdelkov. In to je naša naloga, da mu to znanje damo in potem sam sprejme odločitev za to, da kupi, investira v svoje zdravje. Oziroma ne, kajti na koncu nikogar ne prisilimo. Ma mogoče še kdo kakšno vprašanje? Zdaj lahko izkoriste, dokler smo še live. Sicer, če bo karkoli, verjamem, da bo Simon tudi naknadno na voljo, ker moram reči, da je res vedno zelo ažuren pri svojih odgovorih in skrbi, zna follow-upati. Evo, tako. To mi je zelo všeč in verjamem, da boste tudi vi to cenili, no, ko boste stopili v to aktivno ukvarjanje in pridobivanje veščine poslovnega uspeha oziroma prodaje. Medtem, ko mogoče kdo razmišlja o vprašanju, bi tudi rad povedal to, da seminarji oziroma tečaji, kakorkoli, ne bodo moj monolog. Moj namen ni, da jaz pridem tja in da 40 minut gledam v kamero in da govorim in vam predavam moje znanje. Ampak želim, da se aktivno vključite. Kajti, tako kot sva z Majo že večkrat poudarila, te seminarji, tečaji so namenjeni vam. Če vam kaj ni jasno, vprašajte. Ponovno, jaz sem se rodil kot dojenček, nisem nadčlovek, nisem poseben človek, ampak želim pomagati. Tako kot vi pomagate vašim strankam s kalivitinimi izdelki, tako želim jaz vam pomagati z znanjem, ki ga pri tem potrebujete. Tako da izkoristite to, vprašajte, če vam kaj ne bo jasno, predvsem pa se vključite, povejte ideje in tako bomo vsi naredili te tečaje, delavnice veliko bolj zanimive, veliko bolj energične in pa koristne na koncu. Prijave lahko pošljete, tako kot je rekel Simon, kar na moj mail, maja@kalivita.si. Jaz mislim, da investicija je v bistvu sam nek odraz tudi vaše resnosti, zaradi tega, da boste pristopili k temu, če se boste za to odločili tako, kot se zagre, da boste potem tudi imeli rezultate. Je pa v osnovi so te tečaji precej višje ovrednoteni, tako da ne boste mislili, da je to celoten znesek, to je pač samo bila najina ocena z Simonom, da bo to nek primeren prispevek k temu, kar dobite, ker dobili boste pa ogromno. No. Tako da, če na dan tečaja ne moreš biti prisoten, kako je potem?
Vsi posnetki so naloženi, a ne? Boš Simon rajš ti povedal mogoče to, Ja, no? seveda, vsi posnetki bodo naloženi v akademijo, po sosledju, tako da lahko potem kadarkoli si v miru pogledate. In pa tako, kot sem že omenil, zaželeno je, da si večkrat ogledate, ne samo enkrat. Pa ne zaradi tega, ker bi mene gledali, ampak zaradi vsebine, katero bomo obravnavali. Simon bi mogoče samo razložil, kako je to je aplikacija oziroma program, to se online, dobimo vsi prijavljeni Tako, dostop in se midva, logiramo. midva bo zdaj počakala do 28. februarja, zato da dobiva seznam vseh zainteresiranih udeležencev. Potem jih bom pa jaz vas bom vnesel v sistem in boste na elektronski naslov prejeli podatke za prijavo. In tam lahko takoj začnete z postavljanjem vprašanj. Ta skupnost, v bistvu kot community je, to je v bistvu, predstavljajte si, da je Facebook skupina znotraj te akademije. Ampak zakaj je znotraj? Zaradi tega, ker če bi imeli Facebook skupino, potem hitro vidite še post od svojega prijatelja, od soseda, znanca in vam fokus gre. Tako da tu pa v bistvu je vse osredotočeno samo okrog teh naših prodajnih veščin, tako da bo vse na enem mestu in pa to je to. Jaz bi samo še nekaj dodal, Maja. Ja, prosim. Pa to se nisva zmenila z Majo, ampak ker mi je res, si želim, da bi se vas čim več prijavilo. Midva z Majo sva postavila to investicijo za vas z namenom, da resno pristopite. Ampak ne želiva pa, da bi to bila ovira, da kdo ne bi prišel na delavnico. Tako da, če kdo slučajno obstaja, ki mu 27 evrov na mesec predstavlja omejitveni strošek, zaradi katerega ne bi prišel se ne bi prijavil na delavnico, pa je zelo pripravljen delati, se učiti, implementirati. Prosim, naj kontaktira Majo, pa bomo našli rešitev, kako tudi ta lahko se udeleži delavnice. Kajti midva z Majo od teh 27 evrov nimava nič. Imava vašo predanost temu, da se nekaj naučite. Zato res želiva, da se čim večje število prijavi in pa da finančni vložek ni omejitev. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za vaš čas, da ste bili danes z nami. Tako da zdaj pa še en lep No Limit večer. Upam, da se v akademiji vidimo v čim večjem številu, da bomo skupaj trenirali, da bomo buddy postali, ker verjamem, da lahko popeljemo ne Kalivito, ampak družbo na višjo raven, ker mislim, da to svet potrebuje. Lepo bote in lep večer.